Pozdravljeni! Po končanih kvalifikacijah je prišel čas za zadnji brifing velike nagrade Japonske, kjer si bomo skupaj pogledali vse tiste pomembne podatke pred samo dirko za veliko nagrado. Kot običajno bo tudi tokrat zadnji brifing razdeljen na 3 ločene dele. V prvem se bomo ustavili ob tistem, kar so pokazale same kvalifikacije. V drugem bomo razmišljali o ritmu za posamezno ekipo, v tretjem in seveda zadnjem bom pa predstavil mojo osebno vizijo glede možnih strategij. In začnimo s samimi kvalifikacijami, kjer bi lahko tako na prvi pogled dejali nič novega. Red Bull tam spredaj z Maxom Verstappenom in ogromno prednostjo. Če se spomnite, že v predhodnih prispevkih smo govorili o tem, da v Singapurju je bila specifikacija proge tista odgovorna za slabšo formo RB19. Tu v Japonskem so zadeve takšne, kot jih spremljamo v večini prog za svetovno prvenstvo Formule 1. Zato ni čudno, da je Max Verstappen tam spredaj. A dejali bi lahko zopet Perez bistveno bolj zadaj, kar je zopet potrditev tistega, da v Red Bullu je voznik Max Verstappen tisti, ki pridoda kar precej. A prvo presenečenje je na drugem in tretjem mestu. Oba McLarena. In treba je poudariti še nekaj. Oscar Piastri hitrejši od Landa Norrisa. Morda se kdo sprašuje, zakaj Ferrari ni prvi izzivalec McLarena. Po tistem, kar smo videli v Singapurju, bi bilo na prvi pogled logično. A zopet se vračamo k tistem, kar sem omenil malce prej. Ferrari v Singapurju je bil konkurenčen zaradi samih lastnosti proge in projekta SF Pomišljaj 23. Tu na Japonskem je zopet podobna zgodba, kot smo jo spremljali skozi celotno prvenstvo. In treba je pridodati Charles Leclerc pred Carlosom Sainzem mlajšim, kar je zopet logično, kajti znano je, da na tisti en sam hiter krog ima Charles Leclerc nekaj več od Sainza in v tem primeru smo videli tudi od Pereza. Manjše razočaranje tudi za tovarniško ekipo Mercedesa, kjer sta bila Hamilton in Russell za vsemi glavnimi protagonisti. In seveda v prvi deseterici ne smemo pozabiti na Tsunodo, njegova domača dirka, in Alonsem, kjer bi pa rad dodal nekaj. Aston Martin je blestel na začetku sezone, ampak sedaj, ko je treba projekt razvijati, ko je treba izboljšati tisto, kar se je že doseglo, smo videli, da ekipa iz Silverstona ni kos zahtevni konkurenci. A videli bomo, kaj se bo zgodilo na sami dirki. Lahko bi dejali, da pravzaprav zopet ima Max vse adute v svojih rokah. Namreč, če pogledamo tisto uradno predstavitev v simulaciji, bomo videli, da na prvi pogled Red Bull ima približno 30 na krog prednosti pred Ferrarijem. Nato približno 3/4 sekunde zaostanka na krog McLaren in Mercedes, približno sekundo Aston Martin in ostala peterica približno sekundo in četrt. In seveda gre za simulacije, ki pravzaprav po mojih izračunih so malce preveč optimistične. Zaostanki niso takšni, ampak razmerje sil je približno pravilno. A če pogledamo to drugo simulacijo, kjer vidimo, kako se posamezni bolid obnaša v počasnih, srednje hitrih, najhitrejših ovinkih in na ravninah, bomo videli, da pravzaprav Red Bull ni povsod hitrejši.
Še bolj pride do izraza ta primerjava najvišje in najnižje hitrosti, ki so jo dosegli vozniki na drugem prostem treningu. Vidimo lahko, da pravzaprav razlika med Red Bullom in Ferrarijem je minimalna, kilometer, mogoče 2 kilometra na uro. A bistvo je, kako se ta hitrost porazdeli čez celoten krog. In tu bi se rad ustavil pri bistveni težavi, ki jo bojo imele ekipe pri sami dirki. Degradaciji. Degradacija je pojem, ki ga pogostokrat srečamo in marsikdaj je interpretirana napačno. Neštetokrat sem že poudaril, degradacija ni obraba. Gre za termično-kemični pojav, ko se pnevmatika segreje, ohlaja, segreva in ohlaja in čez določeno število teh temperaturnih ciklov dobesedno izgubi svoje lastnosti. Kemične spojine, ki tvorijo gumo, se seveda spremenijo in na to vidimo nekaj podobnega. Na grafu je predstavljen 15., 18. in 20. krog Charlesa Leclerca s pnevmatiko medium. In če pogledamo tisti generalni čas, bomo videli, da med 15. in 18. krogom ni tako velike razlike. Ta nastane med 18. in 20. krogom. Čeprav bodimo pozorni na tisti drugi tehnični sektor proge v Suzuki. Tam seveda je razlika malce bolj na strani časa, ki ga je Charles Leclerc postavil v 18. krogu. In lahko vidimo, da pravzaprav je 18. krog tista točka, kjer se začne očitno pojavljati degradacija. Torej, od 18. kroga naprej po tej simulaciji bi bil Charles Leclerc počasnejši in to ne linearno, temveč zaostanki bi šli strmo navzgor. A to je lep primer, čeprav je znano, da bolidi skuderije Ferrari trpijo degradacijo, posebej na trših mešanicah pnevmatik, ki so prisotne tu na sami progi v Suzuki. Na prejšnjih velikih nagradah smo lahko ugotovili, da na primer Ferrari deluje dobro z mešanico C3, a kaj ko je ta na veliki nagradi Japonske najmehkejša. A poglejmo si malček, kaj bi lahko iz tega sklepali in kakšne bi lahko bile možne strategije. Zopet ponavljam, gre za mojo teorijo, moje izračune, ki so lahko napačni. Nisem imel priložnosti zaslediti nobenih drugih simulacij, ne od Pirellija in seveda tudi ne od kogarkoli drugega. A po mojih predvidevanjih, glede tudi na temperature asfalta, bo velika nagrada Japonske dirka z 2 postankoma. In seveda tista najbolj logična, predvidljiva strategija, če ekipe ne bodo imele težav z degradacijo, bo začeti na pnevmatiki soft, odpeljati približno 15 krogov, nato 23 krogov na pnevmatiki medium in zopet zadnji del na približno 15 krogih. Seveda srednji del se lahko malce skrajša, zadnji del, ko bolid nima več toliko goriva v rezervoarjih, malce zdaljša. In seveda prvi del s 15 krogi v tem primeru je ključnega pomena. Namreč tako pride do rahlo zapoznelega postanka in voznik v slučaju gneče ne bi imel težav, namreč vsi za njim bi si že ustavili. In seveda, če pa voznik ima težave z degradacijo, je možna druga varianta, začeti zopet na pnevmatiki soft, odpeljati 10 krogov, nato 30 krogov na pnevmatiki hard in 13 krogov na pnevmatiki soft, kjer pa vidimo, da pravzaprav s postankom po samih 10 krogih voznik pade v gnečo. Seveda tistih, ki so še vztrajali na progo s prvim setom pnevmatik.
a verjetno ste videli, da v prvem in drugem primeru gre za variacijo istega razmišljanja. Po mojih izračunih bi morala biti najhitrejša tretja strategija. Začeti na pnevmatiki soft, odpeljati zopet tistih 10 krogov, kar bi lahko pomenilo tudi izjemno dober ritem, natakniti pnevmatiko medium za 20 krogov in ponovno pnevmatiko medium za nadaljnjih 23 krogov. A tu nastane manjša težava. Za tretjo strategijo je potrebno imeti 2 seta pnevmatik medium. In seveda o takšni rešitvi je treba razmišljati že preden se vikend začne, da voznik na prostih treningih prihrani dovolj pnevmatik te mešanice. In videli bomo, kdo si je zbral to strategijo in predvsem, kdo je tako dolgoročno razmišljal. A kot običajno tudi mojo napoved strategij bomo v samem komentarju primerjali s tistim, kar so povedali pri Pirelliju, in seveda vse skupaj bomo preizkusili na to z onim, kar bodo ekipe v resnici pokazale na progi. A o tem, kot sem že mnogokrat omenil, se bomo pogovarjali v drugem delu komentarja same dirke. Za zadnji briefing bo pa kot običajno to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.